Lep večer, dragi prijatelji. Danes je 17. lunarni dan, kar pomeni, da je na zaslonih vaših YouTube sprejemnikov spet vaša najljubša televizijska oddaja. Danes pa bomo govorili o zelo zanimivi in pomembni temi. Hkrati to zadeva tako lepoto kot zdravje. Za ženske bo to zanimivo, ker bomo danes uničili drugi, tretji in celo četrti podbradek. In obnovili bomo najpopolnejši oval obraza. Pokazal vam bom vajo, ki je verjetno še nikoli niste videli. S pomočjo te vaje lahko učvrstite to nevšečnost, ki se nahaja tukaj. Po tej vaji se ustna prepona dvigne navzgor. Prav tako bomo odpravili oteklino na obrazu, obnovili limfno drenažo in danes odprli limfne kanale, ki so bili zaprti. Prav tako, prijatelji, je ta vaja dobra tudi za tiste, ki jim lepota ni pomembna, ki menijo, da so že tako dovolj lepi. S pomočjo tega, kar vam bom pokazal, lahko izboljšate stanje svojih možganov in izboljšate njihovo delovanje. Tudi za tiste, ki imajo težave, kronični nahod, sinusitis, okužbe, pogosto vnetje ušesa. S tem, da bomo skupaj obnovili cirkulacijo limfe, bomo izboljšali stanje vseh teh sistemov. Tudi če se vam je nabirala kronična okužba, jo bomo prav tako uničili. Tako da se bomo danes za naše čudovite televizijske gledalke skupaj naučili, kako narediti svoj obraz popolnoma lep in odstraniti odvečne podbradke. Za resne moške gledalce bomo danes skupaj uničili tudi vnetje čeljustnih votlin, vnetje ušesa, sinusitis in druge bolezni, prijatelji. Torej, komaj čakate, da začnemo, vidim po vaših očeh, da ste že odložili žlice, celo skodelice, kaj ne? Ampak naj vam tekne vsem, ki jeste, in gremo naprej. Dva razloga sta, zakaj se nam lahko pojavi tako imenovana dvojna brada. Tukaj, zakaj se lahko oblikuje in raste. Prvič, dva sestavna dela tega patološkega procesa. Prvi del je oteklina. Oteklina, ki nastane zaradi motenega odtoka limfe, odtoka krvi, vključno z vensko. To je predvsem težava s spazmom mišic. Več skupin mišic je krivih za to. To je mala prsna mišica, ki jo vsi poznajo. Pod njo se nahajajo limfni kanali. Če se ta mišica skrajša, če se napne, izgubi svojo elastičnost, se limfni kanali stisnejo in vse se začne kopičiti. Ta odvečna tekočina se začne kopičiti. In to ne samo pod brado, ampak tudi nad ključnico, na področju vratu in na obrazu. Zelo pogosto je še en znak skrajšanja, male prsne mišice otrplost rok. Ampak sprva bodo otrple takrat, ko na primer roko vržete za glavo, jo položite ali pa v nekem položaju, ko dolgo berete, lahko otrpijo nekateri prsti, nekaj prstov. Kasneje, ko je ta mišica močno skrajšana, je lahko celo stalna otrplost rok. Torej, prvi vzrok za otekanje je prav skrajšanje male prsne mišice. Drugi vzrok je skrajšanje stotničastih mišic tukaj. To se pojavi zaradi šibkosti, najpogosteje sternokleidomastoidne mišice in šibkosti mišic vratu. Torej, z eno besedo moramo spraviti mišice vratu in tudi prsnega koša v red. Da bi odstranili to oteklino, ker bo del tekočine odšel, obraz se bo zmanjšal, širina obraza se bo nekoliko zmanjšala in potem, ko boste te mišice spravili v red, zato imamo dva dejavnika. Prvi je oteklina, o kateri zdaj govorimo, in drugi je šibkost mišic. Tukaj je tako imenovana ustna prepona. Tukaj je več mišic, ki tvorijo tako imenovano ustno diafragmo. Tukaj imate čeljust, to je pogled od znotraj, kot da gledamo na vašo spodnjo čeljust. Tukaj so vaši zobje, vseh 32 zob je na mesto, kaj ne? Na spodnji čeljusti so vsi vaši zobje in na zgornji jih je tudi še nekaj. Torej, jezik se nam je tukaj dvignil. Tukaj je podjezična vez in tukaj se nahaja tako imenovana ustna prepona.
Območje, ki ga tvori skupina mišic. In ko je naša spodnja čeljust, recimo, če to prikažemo tako s strani, tukaj je naš nos, to je tak profil človeka, ni se v celoti prilegel, čeljust ovira, ampak tega ne potrebujemo. Tukaj imamo oko, tukaj uho, to je nos in tukaj so naša usta, kaj ne? In ta del lahko tudi oslabi in tako poveša, si predstavljate? Torej, ta cela skupina mišic lahko tudi preneha delovati in se tako nekoliko povesi sem dol. In naša naloga je, da jo skupaj z vami dvignemo navzgor. Torej, dve stvari, na katerih moramo delati. To je odpraviti oteklino, izboljšati odtok in dotok limfe ter venske krvi v prvi vrsti. Venske v prvi vrsti, ne arterijske. Ta dobro priteka tja, oteklina nastane ravno takrat, ko je odtok slab. In v drugi vrsti moramo obnoviti tonus te skupine mišic, da nam tukaj nič ne visi, kaj ne? Da ne bi imeli druge, tretje, četrte brade, da bi vse to izginilo in se tam zategnilo. Torej, prijatelji, čeprav obstaja še ena možnost, vendar seveda ni primerna za vse ženske. Tukaj si lahko pustite bujno brado, takšno, in tudi drugega podbradka ne bo opaziti. Vse to vam bo skrilo. A žal to ni primerno za vse, niso vsi pripravljeni na takšen korak, zato moramo skupaj odpraviti to nevšečnost. Začeli bomo s tem, da bomo odstranili oteklino. Kako jo odstranimo? Najprej moramo obnoviti limfno drenažo. No, moramo obnoviti tako od spodnje čeljusti, da bo jasno izoblikovan, da se tukaj nič odvečnega ne bo nabiralo. Limfni sistem je zasnovan tako, da se limfni kanali, odtoki, tukaj zbirajo, prav na tem mestu. In najprej, zelo pogosto se zgodi, da je tukaj motnja, ki ne dovoli limfi, da bi od tukaj odtekala navzdol. In najprej moramo aktivirati ti dve področji, pred ušesom in za ušesom. Sprostiti tkiva. Pred in za sluhovodom. To je zelo enostavno, prijatelji. Vzamemo dva prsta, kazalca ali sredinca, kakorkoli vam ustreza, in začnete preprosto drgniti kožo tukaj pred svojim ušesom na tak način. Gibanje izvajate gor in dol. Lahko delate hkrati z obema rokama, če nimate zasedenih rok. Če ste že odložili žlico in kozarec na stran in malo to vajo skupaj naredimo. Torej, drgnemo 30 sekund. Najprej pred ušesom drgnemo s prsti. Zdaj za ušesom. Tukaj za ušesom imamo bradavičasti odrastek. In to območje začnemo tudi drgniti. Zgibi gor in dol, brez zadržkov. Gibi naj bodo energični. Z vsakim gibom postajate mlajši, lepši, bolj zdravi. Sijaj v očeh, rdečica na licih, limfa je stekla po žilah. V komentarjih napišite, za koliko let se po občutku počutite mlajše, potem ko ste začeli tole delati. Tudi to delamo 30 sekund. In potem vzamemo tako, Viktorija, zmaga. Dve črki. Dva prsta. In začnemo drgniti že hkrati spredaj in zadaj. To lahko počnete z obeh strani. To vse počnemo tudi 30 sekund. Tako, 30 sekund je minilo. Malo si odpočite za sekundo, par sekund. Tako smo sprostili tkiva pred ušesom in za ušesom. In to nam bo zdaj omogočilo, da bo naša limfa lažje odtekala navzdol. Tukaj, prijatelji, imamo tudi senčno mišico. Zelo pogosto je v napetem spazmičnem stanju.
In stalna napetost te mišice povzroča prekomeren dotok krvi vanjo, dotok limfe. In njen spazem moti odtok. Torej mišica sama po sebi postane nekako otečena, nabira kri in jo slabo oddaja, nabira limfo. Zato tole senčno mišico, ki spada med žvečilne mišice, moramo tudi sprostiti. Razdelili jo bomo na 3 dele. Prvi del bo tukaj spredaj pred ušesom, drugi del praktično v isti liniji z ušesom in tretji, zadnji del za ušesom. Zdaj moramo tukaj odvisno, kakšni so vaši lasje. Če imate tukaj ob strani kratke lase, lahko tudi podrgnete to področje. Če imate daljše lase, da se vam ne odtrgajo, lahko to mišico obdelate z masažnimi gibi. Torej, prijatelji, enako. To mišico, da odpravite krč v njej, je treba prav tako masirati. Lahko jo masirate z žogico, ker jo je treba dovolj dolgo obdelovati. Je precej napeta. Tudi žogico je ni težko masirati. Vzamete masažno žogico. Tukaj je bolje vzeti teniško, ker je lahko precej boleča. Še posebej, če prej niso masirali. In zato je bolje, da je nekaj mehkejšega. Ulezite se na bok, tukaj ste položili žogico in našli ste bolečo točko. Tukaj lahko naredite gibanje, torej desno, levo, seveda lahko to delate tudi ob steni. Ampak ob steni, če je zelo boleče ležati, teža glave prav tako pritiska na to mišico. In tako obdelajte vse 3 dele te mišice. To je tudi za prihodnost. Da poravnate čeljust, saj se zaradi neenakomerne napetosti te mišice tudi ona zvija. Lahko gre malo naprej ali malo nazaj, zaradi tega, ker je sprednji ali zadnji del te mišice napet. Ampak zdaj nam je za limfno drenažo dovolj, da jo preprosto podrgnemo. Torej, srednji del te mišice prav tako drgnemo na ta način, kakšnih 20-30 sekund. In zadnji del, tukaj zadaj za ušesom. Tudi ta del mišice obdelamo približno 15 sekund. In potem jo malo zmasiramo. V njej bodo boleča mesta. Tam, kjer so boleča mesta, se lahko zadržite dlje. Poiščite tudi mesta, kjer se koža nad to mišico slabše premika, ker se tam pojavijo zarastline med kožo, pod kožnim tkivom in samo mišico, fascijo te mišice. Pojavijo se nekakšne vezivne pregrade, ki preprečujejo, da bi se koža prosto gibala. Zaradi tega nastane tudi zastoj. Ko boste premasirali to senčno mišico, lahko začutite občutek svežine v glavi. Kot da je sveža, nova kri končno pritekla v vašo glavo. In prednost tega učinka je tudi v tem, da se hkrati izboljša sluh, kar priteka v področje ušesa. In tisti, ki imate šumenje v ušesih, lahko potem občutite, da se je nekoliko spremenilo. Če se spreminja, to vajo izvajate pogosteje. Torej vidite, ne skrbimo samo za vašo lepoto, ampak tudi za zdravje, vključno s sluhom. Torej, prijatelji, senčno mišico smo obdelali, gremo naprej navzdol, osvobodili smo te naše kanale, zaenkrat še ne gremo navzdol. Primite se za uho in ga povlecite. Povlecite ušesa v različne smeri. Povlecite za mečico, povlecite za zgornji del ušesa, povlecite za srednji del ušesa in še posebej za spodnji del ušesa. Ker se prav na tem mestu zelo pogosto v predelu ušesne školjke pojavijo določene zastoje, določena mesta, kjer se nabira limfa, in tako, ko se vlečete za uho, aktivirate gibanje. Po limfatičnih žilah naredite približno 15 do 20 gibov na vsako stran. Lahko je precej boleče, vendar v normalnih pogojih ne bi smelo biti bolečine. Če čutite bolečino, delajte to malo bolj nežno in ponavljajte pogosteje, dokler bolečina ne mine. No, vsak dan, dokler ne prenehate čutiti bolečine. Torej, naprej. Zdaj se spustimo tukaj dol. Moramo sprostiti kanale. In tukaj imamo sternokleidomastoidno mišico, za njo pa so stopničaste mišice.
Tukaj izvajamo takšna gibanja od zgoraj navzdol po sami mišici in malo za njo. Tukaj naredimo približno 20 gibov na eni strani. Morajo biti precej močni, torej ne božate se le po koži, ampak to delate z pritiskom. Pritisnete in z gibom po mišici potegnete navzdol. Izboljšate odtok svoje limfe, odpravite zastoj. Na drugi strani naredite isto. Če boste pozorni na obraze ljudi različnih starosti, oni se bodo razlikovali ne samo po tem, da so na primer pri 90 letih gube, pri 40 jih je manj, pri 20 jih ni. Obrazi se bodo razlikovali tudi po svoji obliki, širini, torej voda se dejansko nabira, bodite pozorni na to. Torej, prav starostne spremembe so zelo pogosto povezane s tem, da je oteklina na obrazu, nos raste, oko se manjša, veka se spušča. Vsa ta odvečna voda, ki jo zdaj skupaj odstranjujemo, se nabira v predelu vaše glave in celo kapa, ki so vam jo podarili za 18. rojstni dan, vam že ne gre več na glavo. Zdaj poskusite kasneje pomeriti, zlahka bo šla na glavo. Tako in končno še mala prsna mišica. Malo prsno mišico lahko zelo dobro raztezamo v vratnem okviru, to že znamo narediti. Obstajajo pa še drugi načini. Eden izmed njih je aktivacija naših romboidnih mišic in trapezaste mišice. In da bi zdaj hitro sprostili maloprsno mišico, moramo napeti našo trapezasto mišico. Zato združimo lopatice zadaj in sprostimo. Združimo in sprostimo. Naredimo 10 takšnih gibov, ko so roke spodaj. 10krat naredimo, združimo lopatice. Združimo, zadržimo sekundo, sprostimo. Združimo, sprostimo. Prvi položaj. Drugi položaj. Združimo, sprostimo. Združimo, sprostimo. Združimo, sprostimo. Tudi 10krat. In tretji položaj, roke za glavo, združimo lopatice. Sprostimo. Združimo. Sprostimo. Tukaj naredimo gib naprej. Da mišica pri vas naredi celoten obseg gibanja. Naprej naredimo, nazaj. Naprej, nazaj. Tudi v tem položaju je bolje narediti celoten obseg gibanja. Tukaj združimo roke spredaj, zadaj lopatke. Spredaj roke združimo, zadaj lopatke. Spredaj roke združimo, zadaj lopatke. Roke damo nazaj, tako, kot da se sprehajate. Kot da ste šli na sprehod, združite lopatke, komolce naprej. Združite lopatke, komolce naprej, roke za hrbtom položite na zadnjico. Tudi tukaj naredimo 10-15 gibov in na ta način smo sprostili prsne mišice in napeli mišice med lopaticami. Tudi samo to mišico prsno malo potapkajte. Z roko jo kar potapkajte, da jo prebudite iz starosti. Da vse, kar se je na njo prilepilo, nepotrebno za rastline, fibroza, ne ovira več njenega delovanja. Na eni in na drugi strani. Občutite, kako nova, sveža kri začne krožiti po vašem limfnem in krvnem sistemu. Torej, prijatelji, prvi del, v katerem odpravljamo motnje v cirkulaciji limfe, smo zaključili. Zdaj sledi drugi del, najbolj zanimiv. Kako učvrstiti te mišice, mišice ustne prepone. Poglejte, vaja je zelo učinkovita, pomaga ne samo učvrstiti vašo dvojno brado. Vašo dvojno brado spremeniti v enojno, jo iz druge prenesti v prvo kategorijo. Ampak poleg tega pomaga tudi pri vzpostavitvi pravilnega položaja čeljusti. Pomaga tistim, ki imajo težave z dikcijo, saj posredno vpliva tudi na mišice samega jezika, ki se bo v vaših ustih začel bolje gibati.
in še veliko drugih pozitivnih učinkov, o katerih napišite v komentarjih, kaj se vam je še zgodilo, potem ko ste začeli izvajati to vajo in ste se z njo seznanili. Torej, tukaj imamo zgornjo čeljust, tukaj se nahaja, tukaj sta zgornja čeljust in nebo. Za boljšo predstavo bomo narisali. Tukaj so naši zobje, ti spredaj zgoraj. Tukaj imamo usta, tukaj so naši zobje spodaj, tukaj imamo jezik. Zdaj moramo jezik čim močneje pritisniti, čim večjo površino jezika pritisniti ob nebo. Torej, ne le konico jezika morate zdaj pritisniti ob nebo, ampak poskusite čim večjo površino jezika pritisniti ob nebo, da se stikata. In ob ohranjenju tega položaja jezika, zdaj začnete odpirati usta. Tukaj imate podjezično vez, ki se vam bo v tem položaju napela. Nekateri boste to napetost čutili, drugi ne. Vse odvisno od dolžine te vezi. In hkrati s tem, ko gre vaša čeljust navzdol, jezik ostane na svojem mestu, ta ustna prepona se vam bo začela dvigovati navzgor. Tako, prijatelji, pokažem, kako se to naredi. Poglejte, jezik ste pritisnili. Že zaradi tega, ker ste jezik pritisnili, lahko roke položite sem, na področje vaše druge brade. No, nekdo lahko tudi na tretjo ali pa na prvo. Pritisnili ste svoj jezik in začnemo odpirati usta. Nekaterim bo bolj udobno, če boste glavo malo nagnili nazaj, da bo amplituda gibanja vaše spodnje čeljusti večja. Lahko se čuti tudi napetost prav na tem območju vseh teh mišic. Takih gibov naredite 10, nato počivate, potem naredite še 3 serije. 2 do 3 serije te vaje je treba narediti. Torej, prijatelji, to gibanje lahko izvajate čez dan, vendar je priporočljivo, da vas nihče ne vidi. Če pa nosite masko, ga lahko izvajate pogosteje. Z njegovo pomočjo se zelo dobro odpravi podbradek, pa tudi tretji in celo četrti. Vse te vaje je treba izvajati. Prijatelji, da boste vi, dragi naročniki, lepi, zdravi in veseli. Želim vam, da si ogledate vsak video, da ničesar ne zamudite in da ste pozorni. No, kako vam je bilo všeč, napišite v komentarjih. Tudi všečkajte in komentirajte in do naslednjih oddaj, dragi prijatelji.